Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Pred slabima 2 letoma smo ob otvoritvi superračunalnika na Univerzi v Mariboru govorili o prelomu digitalne ere. O mejniku, ki je pomenil vzpostavitev nacionalnega superračunalniškega centra s ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. 2 leti kasneje lahko s ponosom ugotovimo, da nam je uspelo. Projekt, financiran tako iz Evropske unije, Sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je prispeval k razvoju Slovenije kot države s postavljeno visoko zmogljivo računalniško infrastrukturo. Prijavitelj in koordinator projekta HPC River je Univerza v Mariboru. Konzorcijski partnerji na projektu pa so Inštitut informacijskih znanosti IZUM in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. O občutkih zadnjih 2 let, dosežkih, prehojeni poti bo najprej spregovoril rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravko Kačič. Spoštovana gospa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, spoštovani gospod direktor Inštituta informacijskih znanosti, dr. Aleš Bošnjak, spoštovani gospod dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, profesor dr. Matej Makarovič, spoštovani predstavniki univerz, raziskovalnih ustanov in gospodarstva, dragi gostje, študentke in študenti. Tako kot smo se pred 1,5 leta veselili simbolnega zagona prototipnega superračunalnika HPC River, se sedaj ob zaključku projekta veselimo, da oprema, vzpostavljena v okviru HPC River, Slovenijo uvršča med države z razvito superračunalniško tehnologijo, na lestvici top 500 pa med 100 največjih superračunalnikov na svetu. HPC River slovenskim raziskovalcem in industriji omogoča uporabo najsodobnejše superračunalniške tehnologije in s tem bistveno povečuje konkurenčnost Slovenije na mednarodnih trgih in v znanstveni sferi. Po vzoru velikih superračunalniških centrov smo sami zasnovali arhitekturo centra HPC. Cilj HPC River je odpiranje novih področij raziskav in razvoj novih storitev v segmentih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende raziskav in razvoja. Računske zmogljivosti so na voljo za raziskovalno in razvojno delo ter izobraževalne dejavnosti po načelu odprte raziskovalne infrastrukture. S tem razvijamo znanja, vire in kadre na področju HPC ter izboljšujemo možnosti dela raziskovalnih organizacij. Odprti dostop do infrastrukture HPC River temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur, ki navaja 3 načine odmerjanja dostopa: na osnovi odličnosti, na osnovi trga ter široki dostop. HPC River je zasnovan kot splošno namenski center, ki pokriva potrebe različnih raziskovalnih skupin in projektov. Za razliko od klasičnih centrov HPC, ki so bili prvenstveno namenjeni intenzivnemu računanju, HPC River omogoča tudi obdelavo velike količine podatkov in hitro izmenjavo z ostalimi računskimi centri ter računanje na sodobnih enotah GPU. Z zagonom superračunalnikov HPC Vega se bo Slovenija zarisala na zemljevid 7 evropskih držav, ki bodo z medsebojnim povezovanjem superračunalniških centrov v okviru evropskih prizadevanj za zagotovitev potrebnih superračunalniških kapacitet za dvig evropske konkurenčnosti predstavljale odgovor Evrope na globalne izzive na področju, pomembnem za vse hitrejši tehnološki razvoj sodobne družbe. Hkrati s tem postavljamo Slovenijo v evropski vrh po računski zmogljivosti na milijon prebivalcev. Projekt HPC River nas kot vseslovenski projekt zavezuje k povezovanju in sodelovanju z vsemi visokošolskimi in raziskovalnimi inštitucijami, industrijo ter drugimi deležniki v slovenski družbi, hkrati pa spodbuja našo smelost in odločnost, da podano priložnost izkoristimo za nadaljnji dvig kakovosti našega znanstveno-raziskovalnega dela, našo ambicijo delovati na globalni ravni, pospešiti prenos znanja v okolje in s tem na najboljši možni način prispevati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju naše družbe. Ker razumemo, ker vemo zakaj, ker vemo kako, ker znamo in ker zmoremo. Hvala.
Hvala gospodu rektorju. O pomenu projekta za Slovenijo pa bo v nadaljevanju spregovorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec. Spoštovani profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, spoštovani dr. Aleš Bošnjak, direktor Instituta informacijskih znanosti Maribor, spoštovani profesor dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije, cenjeni gostje, spoštovani, dragi udeleženke in udeleženci. Veseli me, da vas lahko v svojem imenu in seveda tudi in predvsem v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozdravim na današnji slovesnosti ob zagonu Nacionalnega superračunalniškega centra. Takoj na začetku vam želim predati iskrene čestitke in zahvale vsem partnerjem v projektu. Partnerjem v sestavi Univerze v Mariboru, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in Institutu informacijskih znanosti Maribor. Zahteven in uspešno zaključen projekt je za vami. Projekt nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur bo pomembno prispeval k krepitvi nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet, tako za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega kot tudi gospodarskega prostora. Projekt je zasnovan tako, da bo prispeval tudi k krepitvi povezav med nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami, še bolj spodbudil sodelovanje z razvojnimi oddelki v gospodarstvu in odprl vrata k aktivnejšemu vključevanju v širši mednarodni prostor. Projekt na prvo mesto postavlja celostno vizijo, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji slovenske strategije pametne specializacije. Izveden je v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1, ki se nanaša na mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva. Omenjen program stremi k prednostnim naložbam v krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju. Spodbuja pa tudi pristojne centre, zlasti takšne, ki so predvsem evropskega pomena. Program stremi tudi k specifičnim ciljem učinkovite uporabe raziskovalne infrastrukture in razvoja kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v že omenjenem trikotniku znanja. Organizacijo in samo operacijo projekta sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80% ter naše ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vrednost projekta je 20 milijonov evrov, od tega je 16 milijonov evrov namenjenih prav opremi. V okviru projekta so bili vzpostavljeni prototipni superračunalnik Majster na Univerzi v Mariboru, prototipni superračunalnik za oddaljeni dostop Trdina na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in superračunalnik Vega na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru. Projekt ima tudi pomemben simbolni pomen, saj tvorno in pomembno prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju in decentralizaciji znanosti, hkrati pa je velika pridobitev za celotno slovensko znanstveno skupnost. Tako smo zadovoljni, da Univerza v Mariboru ob tem že izvaja en večji infrastrukturni projekt, to je projekt RIUM, ki pomeni nadgradnjo raziskovalne infrastrukture. Vrednost sofinanciranja tega projekta je 29 milijonov evrov, 80% od tega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa iz našega proračuna. Prav tako se okrepljeni s sodobno infrastrukturo lahko nadejamo dobrih rezultatov novih projektov, ki so v nastajanju in jih Univerza v Mariboru že pripravlja. Z novimi kapacitetami se bo lažje spoprijeti z močno konkurenco na EU ravni, posebej v stebru odličnosti, predvsem pa pripraviti dobre predloge za projekte v okviru instrumentov širjenja sodelovanja,
med katerimi je potrebno izpostaviti projekte Teaming, na katere se v Univerzi v Mariboru že pripravlja in bi s sredstvi do 30 milijonov evrov lahko predstavljali pomemben preboj za doseganje znanstvene odličnosti. Ponosna sem, da je tako zahteven projekt kljub posebnim izzivom, s katerimi nas je in nas še vedno sooča epidemija koronavirusa, uspešno in pravočasno zaključen. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da vam še enkrat izrečem iskrene čestitke in velik poklon za odlično opravljeno delo. S tem je Slovenija pridobila enega izmed 50 najzmogljivejših računalnikov na svetu. V prihodnost ne vstopamo, lahko jo le ustvarjamo, je rekel John Sharp. In to vsekakor velja za delo, ki ste ga opravili. Srečno še naprej in ostanite zdravi. V naši družbi pa pozdravljam prorektorja Univerze v Mariboru in vodjo projekta, profesorja doktorja Zorana Rena. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej kratka predstavitev samega projekta HPC River. Zakaj v osnovi gre? HPC River je infrastrukturni investicijski projekt, kar pomeni, da je primarno namenjen temu, da vzpostavimo določeno infrastrukturo. In v okviru tega projekta smo vzpostavili superračunalniško infrastrukturo. To se pravi superračunalnike, ki seveda naslavljajo zahteve slovenske znanosti in Slovenije kot države kot takšne. Katere so tiste osnovne oziroma najpomembnejše pridobitve samega projekta? Najpomembnejša pridobitev je seveda produkcijski superračunalnik Vega, katerega smo umestili v Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru. Ta superračunalnik, ko bo prešel v obratovanje, bo dejansko 40 najzmogljivejši na svetu, s čimer bo Slovenija postala tudi 13. država z najzmogljivejšo superračunalniško infrastrukturo na svetu. In seveda zanima nas tisti učinek v praksi, kaj to pomeni za slovensko znanost, za državljane nasploh. Za slovensko znanost pomeni, da smo za približno 40-krat povečali računalniške zmogljivosti celotne Republike Slovenije in sicer za zelo učinkovito investicijo, ki je v primeru produkcijskega superračunalniškega Vega približno 3 evre na gigaflop zmogljivosti računalnika. Če postavim v perspektivo, ko kupujemo navadni računalnik ali pa recimo prenosni računalnik, je tale učinkovitost približno 15 do 20 evrov na gigaflop zmogljivosti. Ozriva se še naprej, kaj pomeni to za prihodnost superračunalništva v Sloveniji? Pomeni seveda razvoj področja, ki smo ga do zdaj dejansko izvajali zgolj na omejenem številu institucij. Pomeni seveda strojno opremo, s katero bomo lahko naslovili izzive digitalizacije in predvsem družbe 5.0, ki je pred nami, seveda z vso tem potrebno avtomatizacijo in procesiranjem postopkov umetne inteligence. Dr. Ren, hvala za pojasnila. Hvala lepa. Superračunalniki zmorejo marsikaj, tudi milijone zapletenih kalkulacij naenkrat. In kaj imamo mi od tega? Med drugim zdravila z manj stranskimi učinki, pa tudi izboljšane, na primer iskalne algoritme. No, tako deluje superračunalnik Vega. Z nami je direktor Inštituta informacijskih znanosti, dr. Aleš Bošnjak. Lepo pozdravljeni. Zatem, ko je Zoom že prevzel vlogo gostitelja največjega superračunalnika v Sloveniji znotraj projekta HPC River, je leta 2019 zadeva dobila še dodatne mednarodne razsežnosti.
Od novoustanovljenega skupnega podjetja EuroHPC smo namreč dobili informacijo, da bo na njihovem razpisu na voljo skoraj milijarda evrov za pospeševanje aktivnosti na področju superračunalništva in da upoštev pride tudi vložek v opremo, ki se sicer gradi iz evropskih sredstev programa Horizon 2020. Izum se je z izdatno pomočjo matičnega ministrstva in kolegov iz Inštituta Jožef Štefana prijavil na ta poziv. V juliju 2019 je bil potem izbran kot primeren gostitelj enega izmed 8 superračunalnikov v Evropi, ki jih je sofinanciralo skupno podjetje EuroHPC. Tokrat je superračunalnik dobil svoje ime superračunalnik Vega, krajše HPC Vega po največjem slovenskem matematiku in fiziku Juriju Vegi. V tem času je bilo za Vego predvidenih nekaj več kot 11 milijonov evrov, strani operacije HPC Rivera, skupno podjetje EuroHPC pa je k temu dodalo še 5,9 milijonov evrov, kar predstavlja okoli 35% od končnega zneska 17 milijonov namenjenih za izgradnjo tega superračunalnika. Septembra 2019 smo nato objavili namero o njegovi izgradnji. Vloga Izuma je kot partner prevzel gostitelja največjega superračunalnika, saj ima izkušnje kot infrastrukturni javni zavod, ki nudi sistemsko in aplikativno infrastrukturo ter platformo za sodelovanje na nacionalnem nivoju s sistemoma COBIS in SICRIS ter z enakimi storitvami tudi mednarodno v mreži COBIS.net. Oktobra 2019 so skupno podjetje EuroHPC, Izum in MIZŠ podpisali pogodbo o financiranju Vege, s tem so se spremenile zahteve glede izvedbe projekta. Projekt je postal tako tudi reguliran strani skupnega podjetja EuroHPC, ki je zahtevalo, da svoj delež uporabi za računske potrebe raziskovalcev širše v Evropi. Postavljene so bile zahteve glede razpoložljivosti opreme, ponujenih celovitih storitev strani ponudnika rešitev in zahteve po povezovanju na evropsko hrbtenično omrežje GANT. V septembru 2020 sta Izum in skupno podjetje EuroHPC podpisala pogodbo za izvedbo implementacije superračunalnika Vega z avstrijsko podružnico mednarodnega podjetja Atos, ki je oddalo najboljšo ponudbo na natečaju za izgradnjo in vzdrževanje te opreme. Po končani vgradnji se je pričelo s konfiguriranjem računalniške in omrežne opreme ter nameščanjem programske opreme za upravljanje celotnega sistema. Ti postopki so zahtevali usklajeno sodelovanje med skupinama strokovnjakov iz Izuma, Inštituta Jožefa Štefana in Arnesa in skupino strokovnjakov iz Atosa in njegovih partnerjev. Časa za implementacijo je bilo izredno malo, saj je bil skrajni rok za prevzem opreme že 10.3.2021, ko je tudi v resnici bil podpisan prevzemni zapisnik. Po tem času je superračunalnik prešel v fazo določenih optimizacij in fazo predprodukcije. HPC Vega bo pripravljen za produkcijsko obratovanje v aprilu leta 2021. Vega bo slovenskim in evropskim znanstvenikom omogočil sodelovanje v velikih mednarodnih raziskovalnih projektih in dodatno pospešil razvoj na področju uporabe superračunalniških zmogljivosti v Sloveniji. Z Vego je Slovenija postala pomemben del vseevropske iniciative za izgradnjo evropskega superračunalniškega ekosistema World Class Supercomputing Ecosystem in Europe. Uporabniki Vege bodo pretežno znanstveniki in raziskovalci iz Slovenije in Evrope, ki ga bodo uporabljali na strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analiza, personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in novih materialov. V imenu Izuma se javno zahvaljujem vsem, ki so tvorno pripomogli k uspešni realizaciji tako velikega projekta, kot je izgradnja superračunalnika Vega. Zahvala gre predvsem profesor dr. Zoranu Renu iz Univerze v Mariboru za uspešno vodenje projekta HPC River in podporo pri prizadevanjih Izuma za nadgradnjo HPC Vega. Posebni zahvali gresta tudi profesor dr. Andreju Filipčiču in dr. Joni Javoršku iz Inštituta Jožef Štefan. Oba sta ključno prispevala k temu, da je uspela prijava na poziv skupno podjetje EuroHPC za nadgradnjo HPC Vega, ob enem pa sta svojimi sodelavci tvorno pomagala pri razpisu in kasneje pri konkretni implementaciji za vzpostavitev superračunalnika.
Posebej se zahvaljujemo tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za podporo, saj je Izum zaupala tako veliko in pomembno investicijo v slovensko znanost in splošno razvoj na področju uporabe modernih tehnologij, kot jih danes predstavlja uporaba superračunalnikov v svetu in še posebej v Evropi. Zahvaljujem pa se tudi organizaciji skupno podjetje EuroHPC, ki je uvidela, da lahko Izum skupaj s partnerji v konzorciju Slink gosti prvi superračunalnik, ki ga je ta organizacija financirala v Evropi. Nekaj besed o projektu v okviru Izuma bo spregovoril tudi vodja projekta, gospod Branko Zebec. Superračunalnik Vega je vreden 17,2 milijona in je bil financiran iz sredstev kohezije in pa s sredstvi EuroHPC Joint Undertaking. Vrednost tega je tudi v tem, da je zelo ekonomičen, saj je izkoristek hlajenja samo 5% energije potrebno, da ohladimo tale superračunalnik, ki potroši 800 kW energije. Da smo uspeli ta superračunalnik pridobiti, je seveda velika zasluga tudi našega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa evropske organizacije EuroHPC Joint Undertaking, ki je prepoznal nas kot organizacijo, ki bomo uspeli superračunalništvo uveljaviti v Sloveniji in pa širom v Evropski uniji. Izum je sodeloval v konzorciju, ki ga vodi Univerza v Mariboru, sodeluje pa tudi še FIŠ, Fakulteta za informacijske študije iz Novega mesta. Projekt se bo končal konec tega meseca, se pravi 31.3.2021. Pričakujemo, da bo ta superračunalnik prišel prav celotni znanstveni sferi v Sloveniji in pa v Evropski uniji. Hvala, gospod Zebec. Mi pa ponovno na teren, saj superračunalniki izdatno pripomorejo tudi k razvoju inovativnih tehnologij. Sem fizik z področja eksperimentalne fizike osnovnih delcev in sodelujem pri eksperimentu Atlas, ki je pred leti skupaj s CMS-jem odkril Higgsov bozon. Mogoče se ga spomnite kot božji delec. Za odkritje smo potrebovali preko 100 superračunalnikov, ki so sodelovali za obdelavo ogromnih količin podatkov in računske simulacije. V prihodnje se bodo potrebe teh eksperimentov po računski moči in shranjevalni moči še podesetirile in tukaj nam bo kot slovenski prispevek k sodelovanju pri eksperimentu Atlas računalnik Vega in ostali superračunalniki v Sloveniji še kako prav prišel. Moje raziskovalno področje je digitalna lingvistika oziroma računalniško jezikoslovje. In za to področje velja pravzaprav isto kot za večino znanstveno-raziskovalnih področij, pa tudi humanistike in nekaterih industrijskih raziskovalnih področij. Skratka, vedno več podatkov, vedno bolj računsko intenzivne zahteve in brez tega ni več napredka in ni več sodobnih rezultatov. Tako da je superračunalnik pravzaprav nujno in obvezno orodje in večji, ko je in bolj, ko je dostopen in bolj, ko je zmogljiv tudi na področju podatkov in pretoka, bolj so ta orodja za nas uporabna in boljši so rezultati. Računalniki, ki smo jih vzpostavili v okviru projekta HPC River, so različni in imajo tudi različne prednosti. Trdina je zelo pomemben, ker vključuje vse osnovne komponente, torej distribuirano diskovno polje, grafični ali vektorski pospeševalnik in hitre računalniške sisteme, tako da omogoča hitro eksperimentalno delo. Hkrati je pa uporaben tudi kot sistem, preko katerega lahko raziskovalci dostopajo do drugih sistemov v okolju. Majster je bil naš eksperimentalni sistem. Sistem na Univerzi v Mariboru nam je pravzaprav omogočil preizkusiti koncepte, izučiti strokovnjake za delo s temi sistemi in brez njega bi težko pripravili celoten projekt in program za HPC Vega. Vega je pa eden najnaprednejših sistemov ta hip, je prvi sistem v iniciativi EuroHPC, torej na evropski ravni. Hkrati ima pa nekaj zelo zanimivih prednosti, ker združuje veliko podatkovno polje, zelo hitro mrežno povezavo z sodobnim superračunalnikom. Ta model je bil, ko smo ga predstavili, na nek način presenečenje, je pa bil tako uspešen in tako zanimiv,
da je pravzaprav postal paradigma, ki bodo sledili z večino evropskih superračunalnikov v tej iniciativi. Na Inštitutu Jožef Stefan imamo vrsto področji, kjer redno uporabljamo superračunalniške kapacitete in pravzaprav brez njih ne moremo delati. Zato je ta iniciativa z novimi sistemi za nas zelo pomembna. Ta področja so pa teoretska fizika, eksperimentalna fizika, računska kemija, tehnologije znanja, umetna inteligenca, pa še številna druga področja od jezikoslovja in digitalne lingvistike do kemije, biokemije, znanosti o okolju. Pravzaprav bi lahko rekel, da večina naših odsekov uporablja take sisteme in se zelo veseli razširitve kapacitet v Sloveniji. Z nami pa je že skrbnica projekta na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gospa Karolina Šlegl. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi z moje strani, ki sem bila v vlogi vodje projekta na strani ministrstva, in res iskrene čestitke vsem partnerjem projekta, Univerzi v Mariboru, Inštitutu informacijskih znanosti in Fakulteti za informacijske študije z Novega mesta za uspešno zaključen projekt. Ta uspeh je odraz odličnega sodelovanja tako med konzorcijskimi partnerji samimi, kot tudi v relaciji med sofinancerjem, torej med nami ministrstvom in upravičencem. Je odraz jasne vizije, drznosti, trdega dela, jasno zastavljenega časovnega okvirja in doseganja zastavljenih rokov. Iz našega zornega kota gre za zaključek zelo zahtevnega projekta, s katerim smo pridobili izjemno pomembno raziskovalno infrastrukturo in za katero verjamemo, da bo močan povezovalni element med posameznimi inštitucijami, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. In verjamemo, da bo odprla tudi nove možnosti. Naj povem, da se na tej točki naše sodelovanje ne zaključuje, saj so pred nami novi projekti, nova finančna perspektiva in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje ob takšnem sodelovanju zapisali še nadaljnje uspešne zgodbe. Hvala. Hvala, gospa Šlegl. Na novomeški fakulteti za informacijske študije pa uporabljajo superračunalnik, ki so ga poimenovali Trdina. Za nekaj besed bomo prosili tudi dekana Fakultete za informacijske študije Novo mesto, profesorja dr. Mateja Makaroviča. Naj povem, da sem navdušen nad dejstvom, da se projekt HPC River srečno zaključuje in da je slovenska javna infrastruktura z njim bogatejša za svoj najmočnejši superračunalnik. V okviru tega sistema smo posebno ponosni na superračunalnik Trdina, ki je bil postavljen na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu FIŠ. Naša fakulteta sicer na tem področju že ima bogate izkušnje, bili smo vključeni v mednarodne projekte na področju uporabe superračunalnikov v razne praktične namene. In končno tudi na naši fakulteti je že pred leti bil postavljen računalniški sistem Rudolf, ki pa dobiva s tem, z Trdino, svojega precej močnejšega naslednika. Bistveno je, da je tak sistem na voljo slovenski akademski skupnosti, našim raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, pa tudi seveda njihovem sodelovanju z gospodarstvom. Posebej pa se veselim dejstva, da ga bomo lahko vključili tudi v izobraževalni proces.
Naša fakulteta namreč nudi študijske programe na področju informatike in računalništva, nudila bo tudi programe na področju podatkovnih znanosti, v prihodnje pa planiramo tudi program na področju digitalne umetnosti. In v okviru vseh teh študijskih programov bodo lahko študenti prek uporabe novega superračunalnika praktično spoznavali, kako lahko superračunalnik pomaga pri njihovem študiju in potem kasneje pri njihovem poklicnem delu. Ne smemo pa pozabiti, da pri razvoju superračunalniškega omrežja ne gre samo za povezovanje tehnološke infrastrukture. Prav nič manj pomembno ni povezovanje med organizacijami, povezovanje med znanji in povezovanje med ljudmi, kar je vse omogočil projekt HPC River. Družbeni in človeški vidik ni tukaj nič manj pomemben kot pa tehnološki vidik. Glede tega so naše izkušnje v projektu River izjemno pozitivne. Odlično smo se našli v povezovanju in iskanju sinergij. In poleg tega HPC River ni samo projekt partnerjev v konzorciju, ampak je projekt za vso Slovenijo. Pa vendar je tudi slovenski okvir za tak projekt in takšno infrastrukturo preozek. V prihodnje je zato še toliko bolj bistveno povezovanje v širšem evropskem okviru, še posebej je tukaj važna perspektiva v okviru EuroHPC. Kot je bistvena integracija superračunalniške infrastrukture jugovzhodne Slovenije v najmočnejši slovenski nacionalni računalniški sistem, je tudi seveda bistvena integracija v evropski superračunalniški sistem. In tukaj bo prispevek Slovenije izjemno pomemben, celo nesorazmerno pomemben glede na velikost naše države. Več o tem, kaj pomeni HPC Trdina za fakulteto oziroma celotno dolenjsko regijo, pa nam bo zaupala vodja projekta na Fakulteti za informacijske študije, izredna profesorica dr. Biljana Mileva Boškovska. Izolirana delovna okolja omejujejo širjenje in razvoj znanja. S pridobitvijo superračunalnika na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu smo vstopili v mrežo raziskovalcev in aktivnih uporabnikov superračunalniške infrastrukture v Sloveniji, kar predstavlja izjemen korak naprej. Na ta način je bistveno lažje izmenjevati znanje in izkušnje in s stališča FIŠA lahko povem, da smo pridobili izjemno veliko. Hkrati to znanje lahko enostavno prenesemo naprej našim študentom, magistrom in doktorantom in s tem neposredno tovrstna nova znanja pretočimo v lokalno industrijo. Namreč na Fakulteti za informacijske študije velik delež študentov dobi službo v lokalna podjetja, pri katerim tovrstna znanja so zelo pomembna, predvsem na področjih njihovega razvoja. S tem skupno sodelovanje znotraj projekta HPC River ima neposreden pozitivni učinek na celotno okolico. Trenutna arhitektura superračunalnikov v projektu HPC River je bila skrbno zasnovana in prototipni superračunalnik, ki smo ga dobili na Fakulteti za informacijske študije, ustreza našim srednjeročnim potrebam. Hkrati pa skozi mrežo konzorcijskih partnerjev pa imamo dostop do enakopraven dostop do celotne infrastrukture in hkrati vsi raziskovalci v Sloveniji lahko uporabljajo tudi prototipni superračunalnik Trdina za razvoj svojih prototipnih algoritmov, preden jih skalirajo za večje in bolj zmogljive platforme. S tem smo pridobili ustrezno infrastrukturo, osebje in znanje oziroma vse potrebne predpogoje za nadaljnji razvoj in uspešno sodelovanje tako na lokalnem raziskovalnem in razvojnem področju, kot tudi na evropskem.
Tudi superračunalnik Trdina z najzahtevnejšimi operacijami vsakodnevno pripomore k razvoju znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Poglejmo si. Superračunalnik Trdina uporabljam na področju identifikacije in modeliranja dinamičnih sistemov. Po eni strani gre za problematiko identifikacije nizkoogljikovih sistemov za pretvorbo energije oziroma modeliranje vodikovih gorivnih celic in litijevih baterij. Po drugi strani veliko računalniškega časa smo uporabili za modeliranje trga dela oziroma vedenje iskalcev zaposlitev v teh negotovih časih. Večinoma raziskovalnega dela je financirano strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in en večji delež strani Evropske unije v okviru programa Obzorje 2020. Superračunalnik uporabljam za iskanje grafov z določenimi lastnosti. To največkrat počnem, da uporabim neka heuristika, kot je simulated tunneling ali pa naključni sprehod, random walk v prostor grafov. In to ponavadi tako naredimo, da po 100 procesov poženemo naenkrat. Tako pred kratkim smo razrešili problem obstoja 12 regularnih nadgrafov, tako da smo pognali na več superračunalnikih po 100 in več procesov. Vsak teden smo to počeli in to je trajalo več mesecev. Na koncu smo našli ta potrebni majhen nabor grafov, s katerim nam obstoječa teorija zagotovi, da obstaja ta graf za vsak n. In potem seveda nekako z spoznanjem, ki smo prišli, nam nekako dajo neko luč, nas vodijo, da bi tudi znali razrešiti obstoj nadregularnih grafov tudi za večje sode stopnje, 14, 16, 18 in tako naprej. To smo dosegli kljub temu, da nismo nobeni eksperti na tem področju, ampak smo uporabili to moč, ki jo ima superračunalnik. In smo naredili en korak dejansko pred klasičnimi matematiki, s klasičnim pristopom, ki počnejo. Seveda v prihodnost nam ostane tudi, da bi obravnavali lihe stopnje, 13, 15 in tako naprej. To bo velik izziv za našega superračunalnika, pa tudi za mene skupaj. Moje ime je Špela Krušič, sem mlada raziskovalka na odseku za fiziko nizkih in srednjih energij Inštituta Jožef Štefan. Ukvarjam se z modeliranjem kolektivnih sevalnih procesov in njihovo uporabo v novih izvedbah rentgenskih in ultravijoličnih laserjev in v zadnjem času večino izračunov poganjam na gruči Trdina. Zdaj pa ponovno nazaj v Maribor, k najzmogljivejšemu od vseh superračunalnikov, poimenovanem Majster. Z nami je Andreja Čurin, predstojnica Centra za podporo projektom Mariborske univerze. Lepo pozdravljeni. Projekt HPC River je bil nemajhen izziv, ki smo ga opravili in pri tem pridobili veliko novih izkušenj. Seveda pa bi bilo delo in vse aktivnosti nemogoče opraviti brez podpore, pomoči in razumevanja ministrstva, še posebej skrbnice projekta gospe Karoline Šlegelj. Hvala, gospa Čurin. Mi pa poglejmo delovanje superračunalnika Majster v praksi. Z nami je predstavnik Univerze v Mariboru, profesor dr. Miran Ulbin. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Midva se bova lotila malce bolj tehnološko, torej za začetek zahtevnost same instalacije oziroma vzdrževanja strojne opreme, tovrstne strojne opreme. Kakšna je? Ja, strojna oprema je kar zahtevna, veliko strežnikov, zdaj že na Majstru jih je veliko, na Vegi pa še toliko več, se pravi, je inštalacija traja kar nekaj časa in tudi sama oprema porablja ogromno količino električne energije. Seveda ne radi govorimo o okvarah, pa vendarle, koliko jih je morda bilo na superračunalniku HPC Majster?
V tem času delovanja je bilo relativno malo okvar, seveda se pa pri taki količini pričakuje, da določena oprema odpove, vendar zaenkrat deluje zanesljivo in računalnik je dosegljiv 24 ur na dan, vsak dan. Strokovnost je izjemno pomembna, kako morajo biti usposobljeni tudi sistemski inženirji? Ja, to je poseben problem, zaradi tega, ker je zahteva posebno usposobljenost in znanje teh operaterjev, ki ga je težko pridobiti kar v izobraževanju, tako da potrebujejo veliko izkušenj, ki jih ob delu pridobijo, in pri tem smo imeli veliko pomoči tudi iz Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani in v tem času so se ti naši operaterji primerno usposobili. Kakšna pa je sploh zasedenost samega superračunalnika Meister? Zasedenost je zelo velika in komaj čakamo, da bo Vega operativna, ker so zdaj čakalne vrste veliko večje, kot pa je opravil v delu, in verjamem, da bo tudi na Vegi tako in čez leta pričakujemo še kak večji računalnik. Ja, da boste lahko vse skupaj tudi nadgradili. Koliko računalniških kapacitet pa sploh lahko uporabljajo potem raziskovalci po vsej Sloveniji? Zaenkrat se kaže, da premalo, ravno zaradi teh potreb, zaradi tega, ker je ves čas treba čakati na te kapacitete, tako da lahko bi izkoristili še verjetno 2 taka velika računalnika vsaj. Na srečo lahko uporabljajo tudi kakšne druge računalnike po svetu, ampak tudi dostop do tja je precej težek. Dr. Ulbin, hvala za tale pojasnila, uporabne informacije in dobro delo še vnaprej. Hvala. Tako mi pa poglejmo delovanje superračunalnika Meister v praksi. V okviru doktorskega študija se ukvarjam z preučevanjem in razvojem naprednih celičnih metamaterialov. To so umetno izdelane materiali z izboljšanimi lastnostmi, kot so boljša sposobnost absorpcije energije, prilagajanje oblike glede na obremenitev ter izboljšanje karakteristike dušenja. Že izdelani metamateriali se uporabljajo pri izdelavi žilnih opornic v medicini, najdemo jih v avtomobilizmu, prav tako pa jih najdemo v napredni oziroma sodobni športni opremi. Največ pozornosti posvečam karakterizaciji naprednih celičnih metamaterialov pri visokih hitrostih obremenjevanja. Tukaj govorimo o hitrostih, ki jih s prostim očesom ne moremo zaznati. Zaradi tega uporabljamo visokohitrostne kamere in posebno merilno opremo. Pri tem pa nastane velika količina podatkov. Visokohitrostne kamere nam omogočajo, da lahko kasneje spremljamo deformacije materialov s pomočjo pomočasnih posnetkov. Projekt HPC River nam bo omogočil, da bomo lahko velike količine podatkov najprej shranili, nato pa jih tudi pravilno obdelali. Preden pa lahko izvedemo eksperimentalne preizkuse, pa moramo pravilno zasnovati metamateriale. Oblikovanje in snovanje metamaterialov temelji predvsem s pomočjo naprednih računalniških simulacij, ki pa zahtevajo velike računalniške kapacitete. Tudi tukaj se bomo posluževali superračunalnika HPC Meister, pri tem pa bodo nastali novi, inovativni metamateriali, ki jih bomo lahko uporabljali za izboljšanje varnosti vozil v prometu, zmanjšanje emisij ter mnogih drugih stvareh. Torej, pri nas razvijamo nova in siliko orodja v molekulskem modeliranju in nova orodja za razvijanje novih zdravilnih učinkovin. In pri tem nam seveda izdatno pomagajo superračunalniške kapacitete HPC River. No, nedavno smo razvili nove zaviralce glavne proteaze SARS-CoV-2 koronavirusa in le-te bodo pomagale pri razvoju novih protivirusnih učinkovin. No, delo se seveda nadaljuje in sedaj razvijamo nove potencialne učinkovine na terapevtskih tarčah PL-PRO, od RNA odvisne RNA polimeraze in tudi študiramo interakcije med virusnim S-proteinom in gostiteljevimi proteini. Seveda, tukaj si obetamo še kar nekaj znanstvenih prispevkov, ki bodo pomagali pri študiju koronavirusov. Pri tem delu nam HPC River omogoča izvajanje zelo zahtevnih in siliko eksperimentov, pri katerih lahko dobimo rezultate tudi v doglednem času.
Hvala današnjim gostom, današnjim govornikom in vsem ustvarjalcem te uspešne računalniške in povezovalne zgodbe. Naj torej superračunalniki prispevajo k razvoju človeka, znanosti in vsega, kar dela naša življenja lepša in boljša. Hvala za pozornost in nasvidenje.